Rabimo mi nekaj, kar je verodostojnega, kar zaupamo. Super. Prag revščine je trenutno na 770 evrih. Pomen tega slajda, da imamo preveč v številke, je pa v povprečju pokojnine veliko počasnejše rastejo, kakor pa raste povprečna plača. Upokojenci na daljši rok slabše živite kot tisti, ki aktivno delamo. Največ upokojencev prejema pokojnine med 600 pa 700 evri. Zdaj, če pogledate to, je to pod pragom revščine. A bančni depozit zadostuje, za ohranimo svojo vrednost ali pa da naredimo nek večji kupček denarja? A moramo investirati? Več kot 90% ljudi investira napačno in unovčuje svoje izgube. Le 10% ljudi od investicije nekaj ima, ker investira pravilno. In danes ste tukaj zato, da boste šli od tukaj bogatejši za znanja, ki vas lahko pripeljajo med teh 10% ljudi, ki od investicij nekaj imajo. Se pravi, da boste investirali pravilno. A bi imeli kakšno naložbo, kad takole raste? Evo, to je indeks Dow Jones, sam na 100 let. Tako vsaka naložba, to je mogoče tudi spet odgovor, zakaj ne moramo vedeti. Naložbe en čas malo prehtevajo, pol pa padejo, pa so tam preko na njenem urniku ali pa na voznem redu donosa. V tem obdobju se tle fanatiki dejansko investirajo. Tisti prvi, ki verjamejo v razne projekte, ali pa prvi, ki verjamejo v tem, da smo na dnu nekega novega cikla. Če gremo naprej, tu so pa inštitucije, ki jih začnejo investirati, skratni skladi in tako naprej. Tu pa bomo rekel, mi mali vlagatelji, tu ljudje investirajo do vrhunca, še tle tudi. V upanju, da bo to šlo še ne vem kam gor, ampak dejansko pade. In mogoče tu je nekaj upanja, neka past, ki še vedno upamo, nekateri tle še investirajo, ampak dejansko sledi padec. In cikl se ponovno postavi in gremo naprej. Tehnologija prihodnosti, koliko smo rekli, blockchain. Ok, začnimo z besedo blockchain. Če to razdelimo, blok pa chain, je to veriga blokov. To razumemo, ja? Ok, in imamo blok. Ta blok si predstavljate kot fascikel. Sicer digitalni fascikel, ampak kaj vlagamo v fascikle? Račune, dokumente, ja? Shranjujemo za vsak let posebej in tako naprej. Tisti, ki imate podjetja, to veste, oziroma to delajo računovodstva. In tukaj je enako. Se pravi, v ta digitalni fascikel se pač upisujejo podatki. Kakšni podatki se upisujejo? Zdaj bom dal en primer. Vam sem preko blockchaina nakazal 1000 evrov in ta podatek, ki se bo zapisal tukaj, bo vseboval, da sem vam jaz nakazal, kdaj sem vam nakazal, koliko sem vam nakazal, pa da sem vam nakazal. In to se zapiše pač v ta fascikel. Ko je ta fascikel poln, se odpre nov fascikel, kjer se zadnji podatek prvega fascikla prenese v prvo vrstico novega bloka. Rabimo mi nekaj, kar je verodostojnega, kar zaupamo. Super. Glejte, in blockchain, Bitcoin je blockchain prve generacije. Kdaj je bil pa ustanovljen oziroma ponujen publiki? 2010, 2009 se je kreiral, 2010 je prišel na trg. Zakaj? A veste, kaj je bilo 2008, 2009? Z gospodarstvom. Kriza, največja finančna gospodarska kriza. In Bitcoin je prišel ven kot rešitev. Ne kot nekaj za prevare. Kot rešitev. In Bitcoin je danes najbolj varno omrežje, kjer lahko shranite vaše premoženje. Noben vam ga ne ukrade. Zato je bil ustvarjen. In blockchain je direktno komunikacija z mano, z vami, ne rabiva še
banke, ki moramo zaupati, da bo res denar prišel do vas. Se pravi, ni posrednika, razumete? Je hitrejši in cenejši. A to rabimo? Zdaj bomo za vedno izbili iz glave, a kripto bo ali ne bo. Bo. 50 top podjetij, ki jih vsi poznate. Več ali manj jih vsi poznate. Ali pa saj nekatere izmed njih, ki že uporabljajo blockchain tehnologijo. Barclays, največja britanska banka, uporablja blockchain. Visa, pogodbo z Binance, največjo kriptomenjalnico. Intesa San Paulo, poznate, to je v Sloveniji, imamo tudi te banke. Delajo na blockchain tehnologiji. Walmart, največja ameriška distribucijska linija, tudi kot Mercator pri nas, uporablja blockchain. Ford, podjetje, ste sigurno slišali. Pfizer, Shell, na blockchain tehnologiji, že, ne bo, že. Siemens, British Airways, letalska družba, blockchain. Kakšno so pričakovanja za rast kriptotrga in zakaj?